Zagotovo je prednosti vključevanja posameznika v družbene mreže, ki presegajo zgolj družinsko okolje, več. Velja omeniti, da med ključne stebre zdravja, ki predstavljajo telesno zdravje, duševno zdravje, sodi tudi socialno zdravje. Stebri se medsebojno podpirajo in tudi pomembno vplivajo drug na drugega. Z vidika definicije zdravja bi še najlažje ocenjevali fizično blagostanje. To naj bi bilo stanje brez bolečin ali funkcionalnih motenj, pri čemer naj bi bil človek sposoben opravljati fizične dejavnosti povezane z njegovim poklicem, ter si na ta način zagotoviti svoj obstoj, socialno varnost, vključevanje v družbo, samostojnost in napredek. Duševno zdravje je bistveno in neločljivo povezano z našim celovitim zdravjem. Saj le to pomeni dinamično ravnovesje telesnih in duševnih prvin, ki so osnova za dobro, zadovoljno in uspešno delovanje na različnih področjih. Duševno zdravje se izkazuje skozi našo čustveno, psihološko, socialno blagostanje, naš odnos do sebe, do drugih ljudi in sveta. Socialno zdravje se meri z odnosi in povezavami, ki jih imamo okrog z drugimi ljudmi. Tukaj ni pomembno število povezav, kot je na primer 1000 prijateljev na socialnih omrežjih, ampak njihova kvaliteta. Govorimo o zdravih odnosih, ki sprožajo občutke bližine, prijetnosti, ugodja in nam nudijo podporo v težkih trenutkih. Lahko opazimo, da so sesalci, tudi druge živali, vključno s človekom, sama po sebi družbena bitja in da nam družbeni odnosi pomagajo preživeti, uspevati v družbi in nenazadnje pomembno krnijo psihofizično zdravje in počutje oseb, kadar umanjkajo medsebojni stiki in odnosi. V teh primerih lahko govorimo o dveh pojavih. O socialni izolaciji, ki je opredeljena kot prostovoljna odsotnost stika z drugimi, na primer zaradi obilice dela, težav doma, ali neprostovoljna odsotnost stika z drugimi, ki jo recimo je narekovala epidemija ali vojne razmere in podobno. Socialna izolacija je lahko subjektivna, osebno doživljanje pomanjkanja stikov ali objektivna, ker gre za dejansko pomanjkanje stikov. Socialna izolacija sodi med najintenzivnejše stresorje. Druga kategorija je osamljenost, opredeljena kot čustveno in kognitivno nelagodje zaradi doživljanja samote. Raziskave so pokazale, da je v EU 7% ljudi takšnih, ki pogosto doživlja občutke osamljenosti in 18% jih poroča o socialni izoliranosti. To predstavlja kar 75 milijonov prebivalcev EU. Socialno izolirani niso nujno osamljeni. Najbolj ogrožene skupine so predvsem starejši in samski. Če nimamo kvalitetne socialne mreže, to lahko vpliva na številne vidike našega zdravja, tudi na resnejše zdravstvene zaplete. Študije kažejo, da se pri osamljenih in socialno izoliranih ljudeh pogosto pojavljajo simptomi depresije, anksioznosti, samomorilne ogroženosti, prezgodnja smrt, bolezni srca, možganska kap in tudi demenca. Obstaja več razlag povezave med socialnimi odnosi in zdravjem. Eden od modelov predlaga, da odnosi zagotavljajo informacijske, čustvene in materialne vire, ki nam omogočajo ustrezen odziv na akutne ali kronične stresorje. Pomoč v obliki čustvene podpore ali nasvetov, ki nam jih nudijo drugi, delujejo torej kot blažilec stresnih situacij, s katerimi se soočamo. Druga razlaga je, da odnosi spodbujajo ali modelirajo vedenje, ki je v prid zdravju. Vpetost v socialno mrežo je običajno povezana z upoštevanjem socialnih norm, ki se nanašajo na skrb zase. Eden od možnih mehanizmov v ozadju negativnih zdravstvenih posledic osamljenosti je stresni odziv. Osamljenost spreminja delovanje osi hipotalamus, hipofiza, nadledvična žleza, ki v človeškem telesu igra ključno vlogo pri uravnavanju stresnega odziva, vključno s kortizolom. Povišane ravni tega hormona so povezane z višjim tveganjem za različne bolezni in težave v duševnem zdravju. Tovrstna problematika seveda ni redka. Pogosto se za tovrstnimi prepovedmi skriva nasilje v družini, kjer povzročitelj omejuje žrtvi stike izven družinskega okolja s ciljem njene izolacije in krepitve svoje moči ter zmanjševanja možnosti, da žrtev odide iz nasilnega odnosa.
Govorimo pravzaprav o kaznivem dejanju, o psihičnem nasilju, saj je osebna svoboda ne samo ustavna kategorija, ampak tudi človekova pravica. Razlogi, da eden od partnerjev ne dovoli drugemu vključevanja v socialne mreže, so pa seveda lahko tudi drugačne narave. Recimo pretirana ljubosumnost ali neprivoščljivost, bodisi na osebe ali na določene dejavnosti, osebnostne motnje, kot osebnostne značilnosti in vedenjski vzorci, ki posameznika opredeljujejo kot posesivnega, odvisnega od odnosa s pretiranim strahom pred izgubo, prisotnost občutka ogroženosti in tako naprej. Takšne okoliščine pripeljajo običajno do konfliktnih odnosov med partnerjema in, če se ustrezno ne razrešijo, včasih tudi s pomočjo strokovnih služb, na dolgi rok vodijo tudi do težav v psihofizičnem zdravju in razpada partnerstva. Medsebojna povezanost je ena izmed temeljnih psiholoških potreb, katere zadovoljenost je ključna za človekovo blagostanje in rast. V času epidemije je bil občutek vpetosti v socialno mrežo zelo okrnjen. Pomemben dejavnik, ki pripomore k ohranjanju duševnega zdravja in dobrega počutja tako v obdobju pandemije kot izven nje, je zaznana socialna podpora. Ta se nanaša na to, v kolikšni meri doživljamo prijatelje, družinske člane in ostale ljudi kot vire, ki nam lahko ponudijo materialno, psihološko podporo, takrat, ko jo potrebujemo. Tisti, ki so bili deležni manj, so v času pandemije poročali, da so bolj depresivni, anksiozni, osamljeni, razdražljivi, da so spali slabše v primerjavi s tistimi, ki so imeli višjo zaznano socialno podporo. Sodobna tehnologija ponuja veliko možnosti za vzpostavljanje in ohranjanje socialnih stikov, tudi na daljavo. Eno od pomembnih orodij predstavljajo socialna omrežja. Poleg vloge, ki jo igrajo pri ohranjanju stikov, lahko tudi delujejo motivacijsko pri prevzemanju za zdravje koristnih navad. Treba pa se je zavedati njihovih negativnih plati. Med drugim so eden glavnih kanalov za širjenje napačnih informacij. Poleg tega je prilagajanje na nove okoliščine, ohranjanje odnosov za različne skupine ljudi lahko tudi različno težavno. Mnogo starejših ima na primer omejen dostop do spletnih platform in nima veščin njihove uporabe. Poleg tega pa jim ta način ohranjanja stikov morda sploh ne ustreza. Narava socialnih interakcij prek spleta je drugačna od narave interakcij v živo. Pri pogovoru v živo potekajo različni procesi, ki so pri spletni komunikaciji oteženi, na primer usklajevanje in reagiranje na sogovornikovo mimiko, geste in druge čustvene izraze. Že samo komponenta usklajenosti z sogovornikom je za nas nagrajujoča. Prav to zaznano usklajenost pa je prek spleta včasih težje doseči. Veliko za nas pomembnih informacij lahko razberemo iz sogovornikovega obraza in drugih neverbalnih znakov, zato je prav vidna komponenta pomemben element. Težave z duševnim zdravjem so zelo pogoste. Podatki kažejo, da ima danes vsaka 4. družina vsaj enega člana, ki ima težave v duševnem zdravju. 6% ljudi se sooča z depresijo, enako število tudi z anksioznimi motnjami. Do 10% ljudi ima težave zaradi stresnih motenj. Zato je vloga družine pri ohranjanju dobrega duševnega zdravja in počutja, kot pri nudenju opore družinskemu članu z zdravstvenimi težavami, vključno s težavami v duševnem zdravju, zagotovo zelo pomembna. Pri tem ne gre toliko za številčnost družinskih članov, kot za kvaliteto odnosov in podpore, ki jo lahko nudijo. Raziskovalci ugotavljajo, da so težave v duševnem zdravju družinskega člana lažje obvladljive, če imajo ob sebi ljudi, ki jim lahko zaupajo in so jim pripravljeni pomagati. Kadar družinski člani delujejo tako, da obolelenemu članu družine vzbujajo občutek lastne vrednosti, pomagajo razvijati njegove sposobnosti, dajejo občutek, da jim ni vseeno, da mu stojijo ob strani ter ga razumejo, mu tovrstna podpora daje moč in motivacijo za zdravljenje in hitrejše okrevanje. In kmečke družine pri tem niso izjema. Imajo pa seveda nekatere posebnosti, predvsem kadar govorimo o družinskih kmetijah, kjer se meša več družbenih vlog hkrati, saj družinski člani živijo in delajo hkrati,
Pogosto tudi živijo skupaj v istem gospodinjstvu v večjih generacijah. To lahko dodatno povečuje breme družinskih članov, kadar se pojavijo pri nekom težave v duševnem zdravju. Če k temu prištejemo še druge okoliščine in negotovosti, ki so povezane s kmetovanjem, lahko ugašanje kmetij deloma povezujemo tudi s povečanim doživljanjem psihosocialnih obremenitev in stisk, ki izhajajo iz družinske klime. Težave v duševnem zdravju vplivajo na vse člane družine obolelega, saj se v primeru, ko nekdo zboli, soočijo z zares veliko različnimi težavami na področju medsebojnih odnosov in kvalitete življenja. Kažejo se v čustveni preobremenjenosti, pomanjkanju informacij o pristojnih za pomoč obolelemu, o njegovem zdravstvenem stanju, lahko so prisotni občutki krivde za težave v duševnem zdravju njihovega bližnjega, finančne težave, pomanjkanje prostega časa, zanemarjanje drugih družinskih članov, zaskrbljenost glede negotove prihodnosti. Večino svojcev skrbi za prihodnost obolelega, kako bo z njegovo delozmožnostjo, izobraževanjem in podobno. Nastopijo lahko tudi občutki jeze zaradi nenadnih obremenitev, pred katerimi so se znašli. Svojci so tudi velikokrat soočijo z občutki sramu in se zato izolirajo od drugih, ker želijo prikriti bolezen v družini pred širšo okolico. Prisotnega je tudi veliko stresa in skrbi za bolnega družinskega člana, kar pa lahko pogosto ogrozi tudi njihovo zdravje. Psihične obremenitve svojcev oseb s težavami v duševnem zdravju so dvakrat večje kot pri povprečnem prebivalstvu in pri mnogih svojcih pripeljejo do trajnega stresa, ki lahko vodi tudi do tega, da sami zbolijo. Duševno zdravje je ena ključnih komponent naše blaginje, naše kvalitete življenja. In ni zdravja brez duševnega zdravja. Tudi telesne težave v bistvu se povezujejo z pojavljanjem psihičnih stisk. Kaj je zdaj pri tem pomembno? Najpomembneje je, da se znamo tudi opazovati, da se v bistvu potrudimo, poiščemo informacije o nekih težavah, se pogovorimo z kom, če nastopijo, in da dejansko poiščemo pravočasno pomoč. Pravočasna pomoč pomeni, da bomo probleme lahko lažje, hitreje razrešili, ne bo potrebno dolgotrajno okrevanje, zdravljenje in če odlašamo predolgo časa, se velikokrat psihične težave kronificirajo. To pomeni, da nas nekako potem lahko spremljajo celo življenje.